Veterinarija Murska Sobota je ena največjih veterinarskih ambulant v Sloveniji, ki s svojim kadrom in delom pokriva vsa področja veterinarske medicine, veterinarsko-terensko službo, specializirano ambulanto za male živali, veterinarsko lekarno in prodajalno, vrši stalno veterinarsko dežurno službo, izvaja izobraževanje rejcev domačih in ljubiteljskih živali ter veterinarskega strokovnega kadra. Veterinarija je tudi soustanoviteljica regijskega zavetišča za zapuščene in izgubljene živali Mala hiša. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota ponujajo ELISA teste za ugotavljanje brejosti iz vzorcev mleka, ki delujejo na principu ugotavljanja prisotnosti specifičnih beljakovin, ki jih izloča posteljica v času brejosti. Test je enostaven, hiter, zanesljiv, higienski in ni naporen za žival, kot tudi ne za tistega, ki vzorce jemlje. Vzorce lahko odvzamete in pošljete sami, ali pa zato zaprosite sodelavce kontrolne službe Kmetijsko-gozdarskega zavoda ob izvajanju mlečne kontrole. Veterinarski inženirik na Bergu iz Moravskih Toplic je najstarejša zasebna veterinarska ambulanta v Prekmurju. Opravlja vso preventivo, zdravljenje in kirurške posege tako pri malih, kakor tudi pri velikih živalih. Imajo svoj lastni dobro opremljen laboratorij, ultrazvok in rentgen. Posebnost veterinarske ambulante pa je kombinacija klasične in alternativne veterine, kot sta bioresonanca in homeopatija. S tem povečujejo možnost uspešne preventive in zdravljenja živali. Veterina Škarica je sodobno opremljena veterinarska ambulanta v Murski Soboti, kjer so združili moči veterinarji z bogatim znanjem in izkušnjami na področju zdravljenja malih in velikih živali. Njihove storitve obsegajo diagnostiko, endoskopijo, lasersko kirurgijo, zobozdravstvene posege, operacije mehkih in trdih tkiv. Pri njih lahko uredite vakcinacijo, čipiranje, registracijo psov in drugih hišnih ljubljenčkov, izberete dietno hrano ter razne pripomočke. Posebej so specializirani tudi za zdravljenje konjev. Tu vidimo kasača, dvoletnega kasača, še precej mlad. V bistvu gre za športne konje, to so toplokrvni konji, uporabljajo se za kasaške dirke, torej so športniki in tudi posledično tega so njihove bolezni vezane na bolezni gibal. To pomeni na sklepe, tetive, vezi. To je glavno prvi problem. Drugi problem so recimo pljuča, dihanje, ker v bistvu kot športnik mora fajn bežati in mora tudi krvožilni sistem biti optimalen. To je v glavnem pri tih športnih konjih večinoma 90% dela je vezanega na to. Hrano pa ima v bistvu vsak rejec za sebe. Vedno je osnova hranjenja konje krma, trava, kot koncentracijo uporablja pri nas v Evropi oves, so pa vsi drugi dodatki od koruze, ječmena, raznih mislijev, pesnih rezancev. To tudi skrivajo, recimo dajo, na tržišču so tudi krmila za športne konje, razni ti vitaminski, mineralni premiksi, dodatki, to je cela industrija. To je podobno kot recimo v mali praksi, vse ti preparati, tudi že pri konjih tega ogromno. Ta konj je zašel, pa mislim, da je bilo nekje 3 tedne nazaj, po dirki je dobil tečen sklep. Ni nam bilo jasno, zakaj, ko mu je stopil na nogo. Po slikanju smo ugotovili, da mu je primanjkovalo sklepne tekočine, prišlo do delnega poškodbe hrustance v sklepu. Zdravili smo ga kot smo ga zdravili, zdaj smo pa naredili kontrolno slikanje, da se vidi površina sklepa, sklepna površina. To je od lažjih stvari, to se da kar fino sanirati. Ni prišlo do nekega odloma hrustance, da bi propadal en del, da bi bil prosti delec, takrat je potrebna operacija, tu tega ni. V bistvu osnova je, pri konjih je prvo kovanje.
Vsi športni konji so podkovani, imajo različne podkve in tudi vsak rejec ve, kaj njegovemu konju ustreza. To je prva osnova, pravilno podkovanje, pravilen kot, pravilna teža, pravilen kot. Vse te stvari so prve. Druge so pa tudi odvisno od treninga na podlagi, na katerih trenirajo, kaj niso recimo neravne, kakšne mehke podlage, ker takrat ekipe zelo trpijo. Zdaj, če smo osredotočeni na kasaške konje, v bistvu je tako, do 6. meseca so pri materi, pri kobili, nato se odstavijo. Idealno je, če so v čredi, samo pri nas niso tako velikih čred, ponavadi so individualno se vzrejajo, pač ločene od matere ali pa lahko tudi zunaj bi spustil z njo. Po enem letu jih začnejo vpregati, jih navadijo na ta vozek, ki vozi se odzadaj, in prve dirke pa imajo pri 2 letih. Zdaj nekako čim starejše dajo dirko, ker če so preforsirali, če so prehitro šlo, so že prišli do poškodbe, posebno na kosteh so nastajale ene take egzostoze, ene izbokline, začeli so šepati. Tako zdaj dvoletnike čim kasneje probajo dati v tekmovanja. Ja, tekmujejo pa zdaj zelo različno, če ni poškodb tudi tja do 10. 11. leta, brez problemov. Kasneje pa, ko končajo kariero, pač kobile se uporabljajo za pripust, za razplod, medtem ko kastrati, oziroma žrebci se tudi lahko za pripust, če so taki, kastrati se pa ponavadi dajo naprej za športno jahanje. Ja, to je pač tradicionalno pasmo, ljutomerski kasač, ki ga vzrejamo tukaj na našem prleškem območju. Tu je že pač ta dolgoletna tradicija, ker te prve dirke so že bile leta 1874, se pravi več kot 140 let. Tako da zdaj jaz sam se tudi ukvarjam s tem generacijsko, že moji pradedje so se s tem ukvarjali. Zdaj, kaj je kasač? Pač kasač je pomeni, da ta konj teče v kaso, to je, da izmenično premika recimo prednjo levo, zadnjo desno in obratno zadnjo levo, prednjo desno. Zdaj v preteklosti, se pravi, so naši starši te konje še poleg tekmovanj uporabljali za delo na poljih. Zdaj pa pač, ker je jih nadomestila mehanizacija, izključno uporabljamo za šport, za ta kasaški šport. Zdaj, ta konj je dvoletnik, se pravi, to je mladi konj, ki še ni tekmoval, ampak je šele se leto začel pripravljati. Ima opravljene kvalifikacije, tako da lahko gre v dirko, na tekmo in prvi nastop, če bo vse po sreči, če bo stal zdrav, bo imel 5. novembra, takrat je tudi zaključek sezone. Pač ti dveletni konji začnejo dokaj pozno nastopati, večina jih kot dvoletniki niti ne pridejo na stezo, ampak jih ponavadi kar malo varčujemo in nastopajo šele kot 3-letniki. Ja, zdaj pač pri sami zreji konji morajo že od malega, od rojstva, ko so še pri materi, ogromno časa morajo preživeti na prostem, v izpustu, ne nekje v hlevu. Poleg tega morajo imeti vrhunsko prehrano, predvsem v začetku, da je to zdrava prehrana. Pozneje pa isto tako, pomembna je oskrba, se pravi, da ga dnevno se mi z njim ukvarjamo, se pravi, da ima hrano, da prostor, kjer ga imamo, da je primerno oskrbljen, pa tako naprej. Ja, zdaj to pač v meni je sulke, po domačemu mi tudi rečemo gik. Dejansko v to konja vprežemo, prvo seveda na konja damo kšir in pa uzdo, potem ga vprežemo v taki sulki, to je zdaj sicer tekmovalne sulke, s tem tekmujemo pač izključno na prireditvah.
šolanjem psov je najboljše, če ga čim mlajšega pripelješ na kinološko društvo. Ni lepo, če imaš ti psa doma 2 leti starega, ima dosti starih grdih navad in ga pripelješ v društvo, potem je zelo težko tudi za inštruktora narediti pametnega psa, ki da uboga vnaprej vse tisto, ki bi mogel že prej vedeti. Pes se uči nekje v starosti od 4 do 9 mesecev. Ko je pes najmlajši, si največ zapomni. Vsi psi, ki so bili zašolani v vseh društvih, po 3 letih, garantiram vam, vse tiste najboljše izkušnje prenesejo naprej. Poglejte, to je zdaj osnovna vaja, ki jih v vseh društvih navajamo, sedi, glej. Ko se vodnik in pes morata soočiti, še enkrat napravi glej in ko poglejte, pes gleda psa, vodnika in pes je do njega, ga pazi, ga čuva, se pohvalita, najlepše se zacartlata in to je to. Poglejte, potem je druga vaja, pri vseh malih pesah, ki jih težko naučimo, ko so še majhni, 4 do 6 mesecev, vaja poleg. Poglejte, vsak pes gre za sebe, drugače, ampak po določenem času se vsi psi sprostijo, grejo lepo poleg, zdaj druga vaja je sedi. Saj vsi ne naredijo v sedi takoj, ampak počasi pes dojame, kaj pomeni sedi. Sedi pomeni tudi to, ko bo pes s časoma, ko mu vi ste rekli sedi, bo naredil sedi in da vas tudi počakal na sedi. Pes vodnik v tej vaji pomeni to, da ko mu vi poveste sedi, da se on tudi ustavi sedi. Ko vi, v naravi nekoga srečate, pa mu poveste sedi, pes sedi na sedi, se sploh ne gane, mimoidoči gre normalno mimo vas, vi pa imate psa čisto pri sebi in vam ne dela nobene škode. Pes vodnik. Saj to je najtežje naučiti pri vseh. Ko to enkrat dojamemo, ko je vodnik s pesom v kontaktu, potem vse vaje grejo po tekočem traku. Nekaj besed o akciji sterilizaciji in kastraciji muc in kužkov poteka v mesecu novembru, se pravi vsi tisti, ki ste želeli zdaj v tem obdobju to opraviti, čim prej se posvetujte svojim veterinarjem in se prijavite na to. Mi pri nas v glavnem opozarjamo lastnike svojih živali, da pred takim kirurškim posegom morajo narediti, obvezno morajo seveda razglistiti svoje živali, se pravi, morajo biti proste notranjih parazitov, kajti če so polne notranjih zajedalcev pa narkoza na to, potem lahko celo organizem tako daleč popusti, da podleže pod narkozo, se podhladi, imunski sistem, že itak, ki je obremenjen s paraziti, še bolj obremenimo in muce in psičke in kužki obolevajo lahko. Potegne se celjenje kirurških ran v nedogled in dejansko res morate to upoštevati, da je žival zdrava. Poleg tega mora na dan samega posega biti na tešče. Mi svetujemo, da prinesejo kakšne koce s sabo ali brisačke, da se jih pokrije, ko zapustijo svoj dom. In seveda morate vedeti, da je kirurški poseg, ki je opravljen zlasti na psičkah ali pseh, en poseg, ki je resen, da potrebuje žival okrevanje, da v takem okrevanju mora biti na toplem, ker so zdaj hladni meseci pred nami, pa morda razmisliti, ali boste zdaj res ta poseg opravili, ali boste morda opravili to v naslednji akciji, ki bo februarja in marca, ko bodo morda pred nami toplejši dnevi. Moram pa še nekaj povedati, da mi svetujemo, da se ne naredijo prezgodnje sterilizacije in kastracije. Zakaj? Zato, ker želimo, da žival doraste, se pravi zlasti pri samcih, pri pseh je že z mnogimi
mnogimi študijami dokazano, da lahko naredimo večje škode kot koristi z prezgodnjimi kastracijami, kajti predvsem hormoni vplivajo na razvoj sklepov, reprodukcijskih organov in seveda razvoj urogenitalnega trakta. Če vam povem, da če pri samcu, če pri 4 mesecih recimo maček ali pes kastriran, ima veliko možnost, da bo kasneje oboleval za zamašitvijo urogenitalnega trakta, se pravi sečevoda, da ne bo mogel lulati, da bo imel recimo slabe sklepe, zlasti večji psi bodo lahko pošepavali vse svoje življenje. Tudi določene novotvorbe so pod vplivom hormonov, lahko, če se prezgodaj naredi. To se pravi, naj žival, tudi samičke, dokončajo svojo telesno rast, se pravi, da ne bomo delali iz njih invalidov in večje škode kot koristi. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Murski Soboti je oddelek za kemijske analize in raziskave. Ta oddelek je razdeljen na laboratorij za analizo krme, zemlje in mineralnih dodatkov ter na laboratorij za mleko. Pri nas se ukvarjamo z analizami kakovosti krme. To pomeni, da delamo vensko analizo, vsebnost beljakovin, maščob, vlaknine in mineralnih snovi. Vse to so parametri, kateri so pomembni za izračun osnovnega obroka prehrane živali. To pomeni, rejci ali pa krmne mešalnice k nam dostavijo vzorce, mi jih analiziramo in oni od nas dobijo osnovne podatke o tem, katere komponente, koliko komponent je prisotnih, da na osnovi tega izračunajo krmni obrok. Za dobrobit živali, za zdravje živali je zelo pomembno, da le-te dobijo uravnotežen obrok. Vkolikor živali dobijo krmo z premalo energije, s premalo osnovnimi hranili, so podhranjene. Vkolikor zauživajo krmo z previsoko energijsko vrednostjo, z prebitki osnovnih hranil, pa se potem to nalaga in kopiči v telesu živali, posledično temu se pa začnejo pojavljati določeni neredi, tako v prehrani, v videzu živali in seveda tudi v končnih izdelkih. Kot prvo k nam kmetovalec dostavi vzorec, mi ga analiziramo, ta rezultat dobi potem naročnik analize nazaj, istočasno ga pa dobi v roke tudi prehrambenik, specialist za prehrano živali, kateri potem skupaj z rejcem izračuna obrok. Velikokrat pa žival dobi uravnotežen obrok, pa se kmetovalci vseeno srečujejo z problemi slabe prejosti, z spontanimi splavi, potem se srečujejo tudi z raznimi na zunaj vidnimi spremembami pri živalih in ni temu vzrok samo prehrana, ampak tudi kakovost te osnovne surovine. In mi zdaj že nekaj let analiziramo pri nas tudi mikotoksine, ki so v bistvu produkt plesni, glivic in kakorkoli so oni prisotni v zelo nizki koncentraciji, povzročajo ogromne probleme v reji. Sveže vzorce, katere nam kmetovalci dostavijo v laboratorij, moramo mi najprej posušiti. Kot prvo, analitik vzorec homogenizira, ga pripravi, se pravi, da je kompletno vse lepo homogeno in premešano, potem se vzorec zatehta in se odnese v sušilnik. Tak vzorec potem naslednji dan vzamemo ven iz sušilnika, ga zmeljemo in na koncu dobimo laboratorijski vzorec. Tukaj imam za primer eno koruzno silažo, to pa je še ena travna silaža. Vsak laboratorijski vzorec ima svojo številko in po tej številki potem naprej delamo analize, katere so predpisane. Laboratorijski vzorec gre v analizo. To je izvid, ki ga naročnik analize dobi domov. Na osnovi tega izvida z specialistom prehrambenikom napravita izračun uravnoteženega obroka.
Vidimo na osnovi tega analiznega izvida, da je v tej koruzni silaži nekolikšen presežek beljakovin in posledično temu nekoliko manjša vsebnost vlaknine, čim maščobe in pa mineralnih snovi vsebuje vzorec v nekih optimalnih mejah. V laboratoriju za analizo mleka pa analiziramo osnovne sestavine komponente mleka. To so maščobe, beljakovine, laktoza in spremljamo pa tudi higiensko stanje tega mleka, se pravi, merimo število somatskih celic in pa skupno število mikroorganizmov. Prav somatske celice so tiste, na osnovi katerih lahko zelo hitro ugotovimo, kakšno je zdravstveno stanje živali. Pokazatelj, da se v živali začne nekaj dogajati, je to, da somatske celice začnejo nihati. Kmetovalec sam pa opazi, da se mu količina proizvedenega mleka zmanjša. In to je analitika, katera traja približno minuto in zelo hitro kmetovalec lahko dobi iz dneva v dan podatek, kako se mu število somatskih celic spreminja, da zna odreagirati. Potem pokazatelj zdravstvenega stanja živali je tudi skupno število mikroorganizmov. Skupno število mikroorganizmov ne sme presegati 100 tisoč. Zelo dobro je, če so te vrednosti nekje okrog 20 tisoč. To pa ni samo pokazatelj zdravstvenega stanja živali, ampak tudi tega, kakšna je higiena pri molži, kakšna je higiena v hlevu, potem ali so ti vzorci hlajeni. Zelo hitro lahko damo podatek nazaj kmetovalcu, da ukrepa in na ta način zelo hitro prepreči nadaljnji razvoj bolezni pri živali. V današnji oddaji bom povedal besedico dve o naši dejavnosti, ki je najmlajša znotraj veterinarije, to je kooperacijska reja in odkup goveje živali. V pomurski regiji je v zadnjih letih, desetletjih, bom rekel za mene kot živinozdravnika, kar grozljiv upad reje govejih živali nastopil in znotraj firme smo resno razmišljali, kako vsaj približno ohraniti oziroma omejiti to drastično nazadovanje v govedareji. Po pogovorih z nekaterimi večjimi rejci, govorim predvsem o pitalnih živali, čeprav osnova živinoreje, govedareje niso pitalne živali, ampak mlečne živali, ki jim ravno tako posvečamo ogromno pozornosti, ampak nažalost zaradi generacijske strukture naših kmetovalcev se govedareja, predvsem mlečna proizvodnja, zelo naglo opušča. V regiji smo imamo nekje okrog 600 oddajalcev mleka, tako da mogli smo na neki način se potruditi, da kljub temu znanje, izkušnje pomurskih rejcev mladega pitovnega goveda zopet postavimo na trg, da zmotiviramo kupce, da to dejavnost znova predstavimo tudi širšemu področju. Govorim o nam bližnjih državah, predvsem Italijo, Avstrijo, nekaj tudi Grčijo, pa tudi bližnje vzhodne države. No, veterinarija se je temu posvetila. Začeli smo z vhlevljanjem svojih živali pri rejcih, ki seveda imajo ti rejci tudi normalen suport veterinarije same, se pravi, kar se tiče svetovanja, zaščite živali, dobrobiti živali, da se izognemo vsakršni uporabi zdravil v času pitanja samega, s tem tudi toliko višjo kvaliteto mesa dosežemo in jih toliko lažje na trgu tudi ponudimo. Trg to danes zelo rad sprejme, ko vidi te garancije, ko vidi tudi en strokovni odnos do te reje, bom rekel, so tržne poti nekoliko lažje. V tem trenutku veterinarija
pri svojih rejcih pita nekje med 300 in 400 govejih pitancev cel čas. Normalno imamo pa tudi rejce, ki od nas samo odkupujejo živali, se pravi niso naši kooperanti, ampak se prav tako poslužujejo naših storitev, se pravi okrog svetovanja in pa našega marketinškega dela, na katerega vam rekel smo kar ponosni. Pač te živali uspemo ponuditi tudi na neke zahtevnejše trge. Ene stvari se dogovarjajo kar kakšno leto dni naprej, ker ti ciklusi pitanja so nekje okrog enega leta, leta in pol. To dejavnost bomo v naslednjih obdobjih še nekoliko povečevali, več kot toliko ne, ker enostavno ni rejcev več kot toliko. Bomo pa na tem segmentu se posvečali predvsem temu, da bodo se v regijo oziroma tudi v Sloveniji, se veterinarija ne dela samo v pomurski regiji, delamo tudi okoli po Sloveniji, bom rekel, praktično po celi Sloveniji imamo že rejce oziroma kooperante ali pa partnerje, se bomo posvetili temu, da bomo čim bolj kvalitetna teleta pripeljali v Slovenijo, da bodo rejci imeli toliko boljše rezultate, toliko boljši izplen in tu nekje vidimo eno prihodnost. Kot suport rejcem ponujamo predvsem izobraževanje, svetovanje in pa zdravstveno zaščito teh živali, ki jih veterinarija v hlevi, ali pri partnerjih, ali pri kooperanti. Se pravi, tretman imajo istine, ker hočemo, da so praktično vse živali istega rejskega, rejnega in zdravstvenega statusa. Se pravi, absolutno so vse živali, ki jih veterinarija v hlevi, zaščitene proti virusnim boleznim, za katere zaščito imamo, se pravi z zdravili, ki so registrirane na slovenskem trgu, da se s tem tudi veliki večini zdravstvenih problemov izognemo. Prav tako posvečamo pozornost na parazitarne bolezni. Vsi naši rejci imajo možnost kadarkoli preveriti, da se kaj slučajno ne dogaja v smislu parazitoz, se pravi ekonomskih bolezni, ki zmanjšujejo uspešnost reje. Svetujemo seveda tudi pri prehrani sami, da mogoče kaj izbalansiramo, kaj probamo izboljšati, kdaj so potrebni tudi kakšni dodatki. Absolutno se pa izogibamo kakršnemu koli zdravljenju v času pitanja. Te živali raje izločimo, da pridejo v končno fazo, se pravi, da na trgu ponudimo absolutno zdrave živali, za katere po domače lahko tudi mi damo roko v ogenj. Se pravi, če iz leta v leto število teh rejcev narašča, je verjetno pokazatelj, da imamo prav pri tej odločitvi in na to odločitev smo seveda tudi ponosni. Veterinarija Murska Sobota je ena največjih veterinarskih ambulant v Sloveniji, ki s svojim kadrom in delom pokriva vsa področja veterinarske medicine, veterinarsko terensko službo, specializirano ambulanto za male živali, veterinarsko lekarno in prodajalno, vrši stalno veterinarsko dežurno službo, izvaja izobraževanje rejcev domačih in ljubiteljskih živali ter veterinarskega strokovnega kadra. Veterinarija je tudi soustanoviteljica regijskega zavetišča za zapuščene in izgubljene živali Mala hiša. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota ponujajo ELISA teste za ugotavljanje brejosti iz vzorcev mleka, ki delujejo na principu ugotavljanja prisotnosti specifičnih beljakovin, ki jih izloča posteljica v času brejosti. Test je enostaven, hiter, zanesljiv, higienski in ni naporen za žival, kot tudi ne za tistega, ki vzorce jemlje. Vzorce lahko odvzamete in pošljete sami, ali pa zato zaprosite sodelavce kontrolne službe Kmetijsko-gozdarskega zavoda ob izvajanju mlečne kontrole. Veterinarski inženiring Nabergoj iz Moravskih Toplic je najstarejša zasebna veterinarska ambulanta v Prekmurju.
Opravljajo vso preventivo, zdravljenje in kirurške posege tako pri malih, kakor tudi pri velikih živalih. Imajo svoj lastni dobro opremljen laboratorij, ultrazvok in rentgen. Posebnost veterinarske ambulante pa je kombinacija klasične in alternativne veterine, kot sta bioresonanca in homeopatija. S tem povečujejo možnost uspešne preventive in zdravljenja živali. Veterina Škarica je sodobno opremljena veterinarska ambulanta v Murski Soboti, kjer so združili moči veterinarji z bogatim znanjem in izkušnjami na področju zdravljenja malih in velikih živali. Njihove storitve obsegajo diagnostiko, endoskopijo, lasersko kirurgijo, zobozdravstvene posege, operacije mehkih in trdih tkiv. Pri njih lahko uredite vakcinacijo, čipiranje, registracijo psov in drugih hišnih ljubljenčkov, izberete dietno hrano ter razne pripomočke. Posebej so specializirani tudi za zdravljenje konjev.